pozdravljeni pri nas torej v vodovodnem stolpu. Danes na to prvo nedeljo v januarju smo pripravili tako plesno delavnico, v bistvu za otroke. In pa v 4. nadstropju imamo nekaj novega, kar še niste tukaj notri videli, tako da je to še eno tako presenečenje. In sicer boste videli, kak je deloval stolp. Evo, zdaj bom pa kar besedo predala Evi, pa si bomo najprej malo pogledali stolp, potem ga bomo pa zaključili še v 5. nadstropju. Že voščili novo leto. A je še voščiti novo leto? No, srečno in zdravo v novem letu. Pa veselo podebelega. No, pozdravljeni še z moje strani, tudi srečno novo leto od mene. Dobrodošli v vodovodnem stolpu Brežice, ki so ga pa zgradili leta 1914. Potem so ga imeli v uporabi kot glavni vir za vodovodni sistem do leta 1972, do leta 1983 so ga imeli pa še za rezervo. Od leta 1983 pa to več ni delujoč vodovodni stolp. Tam imamo na televiziji, lahko pogledate en posnetek stolpa, tako kot je danes. Je pomeščen v okolico iz leta 1914, zato je tudi malo bolj prazno, kot ste videli zunaj. Za vami je še ena slika vodovodnega stolpa, medtem ko so ga še gradili. Tu pri stopnicah je pa še ena slika, tle je pa stolp že praktično zaključen, okoli je še postavljen oder, na katerem so pa pozirali delavci, nekateri so tudi že oblečeni v vojaške uniforme in se pripravljajo na prvo svetovno vojno, ki se je začela istega leta. Do 20 metrov, tam je 5. nadstropje, potem 6. nadstropje je še malo više na 28,5. Na poti gor se bomo stavili v 1., 2. in 4. nadstropju, tako da lahko greste pa gor po stopnicah ali pa z dvigalom. In pa ker. A jaz ne grem. Kaj se dolgočasno hodi? No, tu imamo zdaj en posnetek, ki govori o 2000 letih preskrbe z vodo. Ta posnetek je povezan s to mizo, tako da lahko stopite tudi malo bliže, da boste videli, ko se bo imel lučke prižgajati, da bo malo bolj nazorno pokazal, o čem govori. Vmes je posnetek tudi 3-krat ustavil. Trajt vas pa samo prosim, če lahko obrnete te podstavke. No, super. Tako da se jo potem posnetek naprej predvajal. V 1. stoletju našega štetja je na območju današnjega Drnovega pri Krškem nastala naselbina imenovana Nevjodunum. 8 km dolg vodovod je potekal od vodnega zajetja Vir pod Gorjanci mimo današnjih vasi Brvi, Crklje ob Krki, Gorenja Pirošica in Zasad vse do Drnovega. Vodovod je bil eden od urbanističnih dosežkov rimske civilizacije. Tehnološko dovršeno znanje gradnje vodovoda je z zatonom rimskega cesarstva in Nevjodunuma za poldrugo tisočletje zamrlo. Vodnjaki so se po videzu razlikovali. Skupno pa jim je bilo črpanje vode s pomočjo ročne črpalke. Premožnejši meščani so imeli vodnjake na svojih dvoriščih pitno vodo. Zato odprite pipo in si natočite odlično naravno brežiško vodo, ki brez kakršnekoli dodatne obdelave priteče k vam domov. Tako, no, zdaj lahko še na teh steklenih stenah pogledate nekaj teh siluet črpalk, ki so jih uporabljali v Brežicah. Na modrih krogih je napisana beseda voda v različnih evropskih jezikih, na modrih krogih na tleh pri stopnicah pa še piše, kako visoko smo. Zdaj pa lahko gremo kar počasi v 2. nadstropje. Ja, no, kot so imeli na posnetku, so Brežičani še kar dolgo raje uporabljali vodo iz črpalk in iz vodnjakov, namesto te vode iz vodovodnega stolpa, oziroma s to so bolj varčno ravnali. Ponavadi so bile ženske zadolžene za to, da so nosile vodo. Imamo tukaj že demonstracije kako. Torej, na glavo si daje ta svitek in potem vedro z vodo, lahko še kdo proba, če želi. Potem so pa še uporabljali takšne palice, ki imajo na vsaki strani kljuko, kamor se lahko beslo vedro z vodo. Tako, ja. So nosile za hrbtom. Tako. Danes smo pripravili za prvo nedeljo v muzeju ogled vodovodnega stolpa. Obiskovalcem smo pokazali nov eksponat, torej delovanje vodovodnega stolpa. Zaključili smo pa še s plesno delavnico.
No, tu imamo še eno digitalno razstavo, ki prikazuje ženske, kako nosijo vodo. Ta razstava je na sodelovanju z večjih muzejev po Sloveniji. Vmes je pa tudi nekaj fotografij, ki prikazuje ženske, kako so prale perilo, tudi zato so bile zadolžene. Imamo zato tudi zdaj predstavljene nekaj predmetov. Imamo ribežno in desko. Mogoče kdo ve, kako se ribežno reče pravilno slovnično? Ne. No, to je pa perilnik. No, tako. Torej, ker pereš perilo z njim. Tu je pa centrifuga. Torej, najprej, ko so prali perilo, ga bo seveda treba sušiti in so dali tle skozi mokro perilo obrnili, torej, da ni bilo treba na roke ožemati. Nekje v 60-ih so pa tak ožemalnik nadomestili s centrifugo, tle se pa samo da mokro oblečejo noter in se zelo hitro vrti, tako da gre voda ven in potem postopek malo še olajša. Tako, no. Tam imamo, pri slovnicah imamo pa še en zemljevid Evrope, na katerem je napisana beseda voda v vseh evropskih jezikih, lahko še to pogledate. Potem pa lahko nadaljujemo kar v 4. nadstropje. Torej, tu imamo zdaj to na novo, ta model, ki prikazuje, kako deluje vodovodni stolp. Vodovodni stolp imamo tu najprej eno cev, po kateri pride voda gor, tako, in po drugi, ko bo šla voda dol. Zdaj, ponavadi so stolpi črpa vodo iz podtalnice, tle dol. Tako, no. Vodovodni stolpi so imeli rezervoar tu na vrhu, a mogoče kdo ve, zakaj je mogla biti voda tako visoko? Zakaj? Torej, mogli so dvigniti vodo, da je potem pod pritiskom padla dol in prišla gor, nazaj. In zdaj, potem se v šoli pogovarjaš o tem, torej pri fiziki, vam bo še povedal, da v bistvu voda lahko zdaj pride pod pritiskom nekje do take višine, kot je tu, gladina. Zdaj, bolj, ki je še oddaljena, težje pride gor, ampak če pa dvignem jaz to pipo tukaj višji, torej na to gladino vode, prižgem pipo, potem bo tukaj lahko prišla, tle gor pa že ne more več prideti. Torej, takšna pipa bi bila za tak stolp že previsoka. Ko so ga torej načrtovali, so mogli to upoštevati. Zdaj, če malo spustim tle nižje, lahko voda že pride, ampak že malo težko. Zdaj pa takim pritiskom doma bi se že težko kaj prali posodo ali pa se šira, zdaj pa če spustim še nižje, zdaj pa že lahko bolje pride pod. Kaj pa če daš do konca? Do konca gor ali dol? Ne, dol. Dol? Tako je pa super pritisk, tako kot tle. Torej, za nekak stolp, tako visoko kot je ta, so preračunali, da lahko nekje pipa do tle visoko, da še gre, tukaj gor pa že malo težje, pa že slabši pritisk, pa že težje pride voda. No, zdaj se je ta rezervoar tu že voda malo spraznila in ima senzorje, ki so se vklopili in se je voda začela na novo polniti. Naš je bil malo starejši, pa še ni bil tako napreden. Torej, pri nas so mogli biti še vajenci, ki so potem splezali v bistvu do vrha rezervoarja po lestvi, da so preverili nivo vode in če ni bilo dovolj vode, so se potem splezali nazaj dol, s kolesom odpeljali v brezino in prižgali, da se je znova napolnil. Tako. Okay, imaš še kdo kako vprašanje? Ne. Tako, no potem pa lahko kar počasno napredujemo še v 5. nadstropje, kjer bomo pa začeli s plesno delavnico. No, to je novost, ta model je novost v vodovodnem stolpu, kar je pa seveda še razlog, da nas ponovno ali pa prvič obiščete. Zdaj, ako bomo roke uporabljali kot voda, pa da vidimo, kako dela voda. Tako da?